Soča, ta čudovita reka, pravimo ji smaragdna reka, ki izvira tam nekje v gorah, v Julijskih Alpah pri Trenti in teče, ustvarja Soško dolino, poimenovano po njej, in se izliva v Italiji v Jadransko morje. Ob njej so stoletja bivali ljudje skupaj in jo poimenovali Soča, v slovenščini ženskega spola, v italijanščini Isonzo, v furlanščini Lusins. Tako so tudi ljudje govorili od vedno že 3 jezike ali pa še celo več. In bivali eden ob drugem, se v jezikih pogovarjali, se v jezikih ljubili in tudi sovražili. Trije jeziki 3 narodov, ki se stekajo eden od drugega skozi stoletja, tako kot se voda steka po tej reki, in živijo eden ob drugem. Ljudje, ki so bivali tu od vedno, so prepletali svoje jezike in govorili znotraj svojih domov in zunaj. Včasih v ljubezni med seboj, včasih tudi v sovraštvu in preziranju in prepovedi. Ampak ko so se pa zaprla hišna vrata, so za njimi spregovorili ti jeziki kot materni. Tisti jezik, v katerem mati prigovarja svojemu otroku, ko ga prislanja k prsim. Tisti jezik, v katerem se med seboj pogovarjajo bratje in sestre, očetje in sinovi, matere in hčere, dedki in babice s svojimi vnuki. Tisti jezik tudi, v katerem se pogovarjajo prijatelji med seboj. Kajti jezik, ki je vsak po svoje čudovit, je tak pravzaprav kot tale most tukaj in kot vsi mostovi. Privedejo človeka k človeku, dušo k duši, srce k srcu, roke k roki. Kje so si ljudje postavljali svoja bivališča? Ob vodi. Voda je pomenila življenje. Tako so si postavljali ob rekah, jezerih, morju, studencih. Tudi Soča je prijazna reka, ki je dala ljudem prijazen prostor na svojem levem in desnem bregu, da so našli svoja bivališča in stoletja bivali drug ob drugem. Tisto, kar je tu zanimivo, je, da stoletja in stoletja ljudje niso tu imeli meje. Meja ni pomenila niti Soča, ker so mostovi omogočili druženje in prehode. In vendar se je meja zgodila. V mojem romanu Gorica se Pina kot majhen otrok leta 1947, ko so mejo dokončno postavljali, pravzaprav ne ve, kaj je meja, in sprašuje svojega očeta, kakšna bo meja. Pa tudi njen oče, njen tata, tega ni vedel. In je skupaj z njo ugotavljal, da morda bodo to grmički, med katerimi bodo stezice. Morda bo to plot, morda bo to mreža. Niti v sanjah si ni predstavljal, kaj se bo zgodilo, vendar se je tega bal. Nihče ni vedel, da bo meja do leta 1955 neprodušna, neprehodna, neprijazna. Ko se je začela počasi meja odpirati, so ljudje začeli počasi odpuščati, kaj jim je storila. Pozabili so že, niti ne tako zelo, ampak zavedali so se, da je meja šla skozi njihove domove, družine,
da jih je presekala na pol, da je srce kdaj včasih presekala na pol, tudi dušo, tudi telo. Meje ni več. In ta čas, ki ga zdaj živimo, želimo, da bi ga živeli tudi rodovi za nami. Tako želim tudi jaz, da bi bilo prihodnjim rodovom res dobro.